Dobro večer, dragi moji. Evo, spet je četrtek, čas je za kavico z mano. Majčkeno zamujamo, tehnične težave so bile tukaj v Trebnjem, ampak mislim, da zdajle vse štima. Če me vidite, da ni spet okoli obrnen video kot prejšnjič dnive, samo napišite da v komentarje ali pa dajte kakšen like srček. Tako da to je to, jaz bi vam predstavila mojo današnjo gostjo. To je pa čudovita pisateljica in prevajalka Ana Hazler. Ana, dobrodošla. Hvala, Renata. Hvala, da si me povabila na klepet ob kavi. Sem prav počaščena, da sem tukaj. Jaz sem tudi zelo vesela, da si prišla, da si se odzvala mojemu povabilu. In sicer tudi tak čudovit roman si napisala, Diši po ljubezni, tako da bova nekaj besed tudi rekla danes na to temo. Saj ljubezen je taka tema, ne, da je v njej se da veliko govoriti. Veliko pa vedno, to je ena tema, ko po moje vedno aktualna, ne glede na čas, obdobje, starost, se mi zdi, da vsi radi govorimo o ljubezni. Ja, definitivno. Ne? Tako da jaz bi te vprašala, mogoče Ana, za začetek, eni te poznajo, zdaj eni so mogoče tudi prebrali tvoj roman, eni mogoče še niso slišali zate. Zdaj, kdo je v bistvu Ana Hazler? Na kratko, jaz sem Ana Hazler, prevajalka po poklicu, ne. Vedno sem bila taka zelo umetniška duša, po moje ni dobro vedela, na kakšne vse načine bi lahko izrazila svojo kreativnost. Rada sem pisala, risala od malega, grozno rada plešem. Res? Zelo Kaj pa rada rada? Ali že od majhnega? plešem od majhnega. Od majhnega sem bolj malo plesala, ampak potem sem začela s salso in sem opazila, da najbolj mi leži izraznost. Ne pravila, zelo rada se izražam, ne pravila, ampak da lahko to, ko se enkrat nekaj naučiš, na svoj način vendaš. Aha, zanimivo. Tako da, kako si pa v bistvu ta ples, kako si prišla do tečaj salse, si pisala, ali kaj? Najprej sem v resnici pisal moj brat, mene salsa sploh ni ne zanimala, ne vlekla nič, ne, in potem on začel hoditi in sem jaz malo začela gledati, da mogoče pa salsa čisto zanimiva. In sem začela hoditi na tečaj, vmes že skoraj obupala, ker se mi je zdelo, da sem popolnoma nemotorična, da si grozno počasi zapomnim gibe. Potem sem pa začela uživati, ko sem te osnove osvojila. In potem, ko sem začela izražati to, kar jaz čutim skozi glasbo, ne. In tle je pri meni čarovnija. Zanimivo, res. Ker jaz bi zase rekla, ampak mogoče je to samo moje prepričanje, da imam v bistvu dve levi nogi za ples. Tako da res sem se nekako zmeri bala teh plesov, še zmeri takih oparov, sploh teh pač, ko moč dejansko neko znanje pokazati, ne tisto ples v diskoteki, veš, ki tak lahko vsak mečkan tam poplesuje, ampak... To je mogoče tisto, kar je meni bilo vedno všeč, da zame ples ni nekaj, kar se naučiš po pravilih, pa pol to delaš. Mislim, da imamo vsi ritem vse, vsi imamo čutenje, glasbe, vsi imamo čustva, ki jih radi izražamo, in to je zame ples, ne. Za moje pojme znamo vsi plesati, samo moraš si upati izraziti sam sebe. Bravo, to mi je všeč, povedala. Tako da v bistvu ti se dobro izražaš tudi jezikovno in napisala si tale čudovit roman. In zdaj mi povej, v bistvu, odkod ideja za roman? Ja. Pisala sem vedno rada, tako že majhna. Imela sem, ko sem bila, po moje sem bila najstnica, najprej še dijakinja, še tiste ta stare računalnik, če ga kdo pa zna 486, zraven posle, in sem še na ta stare ta velike diskete pisala prve zgodbe. Ja. Za kam so pa bile te zgodbe? Za nikamor. Za mojo dušo. Za mojo dušo, ja. Okay. Za mene, in tam sem prvič začela ugotavljati, o čem lahko pišem. Ne? Jaz sem bila grozni ljubitelj znanstvene fantastike, še zdaj sem. Res? A vidiš, to pa ne bi nikoli rekla, da še kad si napisala v bistvu ljubezenski roman, nima dosti zveze. Kaj pa recimo znanstvena fantastika? Dosevik, jaz sem bila fan Dosevik. Jaz sem se ga pa skozi bala, jaz sem to videla, jaz sem bežala v drugo sobo, jaz sem sem imela, mislim, da bi še sanjala po noči. Ne, sem se pokrila s kotrom, ne, pa gledala zraven, ker mi je bilo tudi zanimivo, ker so mi bile vedno všeč, vedno so mi bili všeč nezemljani. Meni se takrat zdi, da nas je cel kup, mislim, da nismo edini v vesolju. Zdaj se mi je, da mora biti to širše. Vedno so mi bili zanimivi ljudje, ko nekaj naredijo iz sebe, tako da mogoče zaradi tega sem imela rada te vesoljske filme, ko je vedno nek junak, ko nekaj doseže. No, ampak
kot najstnica sem pol začela tudi pisati knjigo po dosjeji X. Aha, dosjeji X, prav o tem si pisala. Ja? Mulder, Scully, vse. Ok, super, zanimivo. In kaj potem, kaj je bilo? Tam sem ugotovila, da ne morem pisati o stvarih, ki jih ne poznam. Takrat, bila sem tudi premlada, da bi po mojem šla preštudirati kakšno stvar. Prišla sem do prizora, kot ta dva, ne vem, če zdaj tisti, ko ne poznate teh likov, to sta ena znanstvenica pa en veliki sanjač, ki verjame nezemljane, in najdete truplo v moji zgodbi na kavču. In tam sem jaz ugotovila, da ta moja znanstvenica ne zna razložiti, kaj se je zgodilo. In sem ugotovila, da meni manjka ogromno znanja in da ne moremo... Z tega področja, ne? Ja. Ok, kako pa potem, da si prešaltala nekako na ljubezensko temo, to pa verjetno poznaš? Ja, no, to pa moja vsi poznamo. Odnosi so ena taka večna tematika, blizu mi je. Pisati sem ga začela tudi zaradi tega, ker sem opazila, da mi paše izražati občutke. Tudi zame je bilo tudi na nek način, mogoče se ti tle najdeš, tudi ko ena terapija. I tako v odnosih pišeš, ali so tvoji ali niso, vedno veliko svojih čustev daš noter. A ne, se mi zdi, to sem te hotela vprašati, če je kaj tistega malega avtobiografskega. Zgodba ni avtobiografska, Sem pa hotela v tistem obdobju jaz svoje občutenja premleti, razčistiti in se jih skozi like, ki niso bili realni, spravila ven. Zaradi tega, ker sem morala kaj pri sebi premleti. Mogoče tle je tudi cel kup nekih rešitev, idej, ki jih jaz takrat niti podrazno ne bi bila sposobna, v resnici izvesti. So pa prišle skozi mene in Marzgodu mi je tudi rekel, da ima knjiga cel kup nekih naukov noter. Dejansko hotela sem ti reči, v bistvu zdaj, ko so popularni tudi priročniki za osebnostno rast, dejansko ta knjiga ti bi lahko, pod vsako poglavje skoraj napisala, nauk hvaležnost, nauk odpuščanja, ampak dejansko to se med vrsticam se prebere, kaj naj bi ljudje delali, kako da delamo na sebi, da bi prišli nekako manifestirali nek cilj. Zdaj mi povej, a ti verjameš v zakon privlačnosti, verjameš v bistvu v te zadeve, ki Ja? Ja. Kje si se pa navdušila, kako si to navdušenje za zakon privlačnosti? Mislim, moje mnenje glede zakona privlačnosti je, da je to življenje, da smo mu naredili veliko škodo, da smo mu dali, da sploh ima to ime. Mislim, da je to pač en element življenja, ki obstaja, da bi mu dali tako ime ali pa ne. Ja, da nekako funkcionirajo. Življenje tako funkcionira. Če boš verjel vase, če boš videl pozitivno, se ti bojo take stvari tudi dogajale nazaj. Če vidiš samo temo, normalno, da ne more biti svetlobe okrog tebe. Ja. Sigurno. Je pa še več teme, če si pač nekako usmerjen. Ja, ko si rekla glede tega zakona privlačnosti, najprej kje sem ga našla. A lahko reklame delamo? Tega je dovoljeno. Meni po moje tako, jaz ga v resnici tega nisem poznala kot najstnica, kar Marzgodu reče, sem jaz tudi v poznih najstničkih našla knjigo Skrivnost, ki nisem razumela takrat. Meni to sploh ni bilo jasno. Bila je tista prilagojena Skrivnost za najstnike, modra varianta. In sem prebrala in pustila in nikoli nisem niti opazila, da je bilo kaj takega. Če zdaj nazaj pomislim, kaj sem takrat prebrala, bi malo drugače gledala. No sej, po moje so podobno, ker sem bila 18 let stara, ko sem prvič slišala za zakon privlačnosti in mi je bilo tisto, ja super, da si lahko kreiraš življenje. Ampak jaz to mislim, ne bo šlo pa na meni. Pa tako, preveč sem se fokusirala takrat, ker si rekla, pa če se fokusiraš na pozitivno ali na negativno, jaz sem se preveč na negativno fokusirala. Tudi jaz mogoče nisem opazila tega v enem delu. V ene stvari sem zelo verjela, pa tudi zelo začutila kakšne stvari, ne vem, se mi zdi, da ene stvari v življenju zelo lahkotno začutiš, kaj ti je namenjeno, kaj se bo zgodilo, kaj bi rad skreiral. Spomnim, jaz sem šla samo mimo faksa, pa sem vedela, da bom tam. Faks 21 oddelkov, pa sem jaz vedela, da bom tam študirala, Bog si ga vidi kaj, ampak sem vedela, da je to moj faks. Kdaj pa to bilo, recimo, se pravi, ti si že od začetka vedela, recimo, ne vem, da boš prevajalka, da boš pisateljica, ali kako je to? Ne, jaz sem od začetka vedela, da bom šla na filofaks, pa nisem vedela, kaj bom gor študirala. Zanimivo, no vidiš, pa smo pa obedve bile na filofaksu. Tako da zanimivo, vidiš. Kdaj si pa potem začela, koliko časa že delaš kot prevajalka? Kot prevajalka jaz
ker sem redno zaposlena, delam 11 let že, tudi že prej sem prevajala. V resnici sem še kot študentka prevedla svojo prvo knjigo, Res? kar sem ful ponosna. Wow, kaj- O kulinariki Slovenije. Daj nekaj. Ja. A potem si že izdala eno knjigo, ali kako to ni prvo, ali si Ne, ti to je zadušena? samo prevod bil, ne. Aha. Nekdo drug jo je napisal, jaz sem jo prevedla, tako da to je čisto prva. O, super, Ja. to pa lepo slišati. Se pravi, ti imaš rada tudi kulinariko, ker vidim, Ja. recimo Mija, glavna junakinja, ne, ona zelo rada tudi peče. In mi povej, a imate tukaj tudi kaj skupnega? Jaz imam rada kulinariko, včasih ne maram vsak dan kuhati, niti pod razno. Imam pa rada hrano, izjemen gurman, sem rada uživam v hrani. Po maj sta si kar podobne. Bomo po maj odkrile kar nekaj podobnosti. Skupnih točk. Ja. Imam rada to in se mi zdi, da to je tudi en element življenja, ki je za uživanje. Ne? To je mogoče povezano z zakonom privlačnosti ali pa s pogledom na življenje. Ko sem jaz se začela bolj odpirati zato, da vidiš življenje na lep način, da si hvaležen za to, kar je, ti res življenje ogromno stvari da. Ja. Tudi to, Res je. da postane hrana boljša, to je mogoče hecno, ne, ampak dejansko... Ampak res pa boljši okus, Ja. a ne? Ja. Kako uživaš v njej, se mi zdi. Ja, ne, mislim, da je tudi povezano, a ne, ker ti, če si nekako pod stresom, a ne, veliko. Tudi se mi zdi, nekaj na hitro zmečeš vase, nimaš časa uživati v hrani, ne vzameš ti čas. Tudi recimo, ali pa si pod stresom, pa ne vem, joj, bom dobil kilo, bom dobil to, ne vem kaj, ali pa so neke čustvene stvari, ki jih moramo predelati, pa v bistvu izražamo, ne vem, ali da ne jemo hrane, ali da jo jemo preveč, tako da se mi zdi, da, kot si rekla, moraš tudi malo znati v hrani uživati. Ja, v hrani, glasba, vse, narava, naprimer. Narava je tako čudovita, ampak če je nisi sposoben zagledati, ne vidiš, koliko daril dobivamo vsak dan. Res, in to mi je všeč tudi v tvojem romanu, ker zelo lepo opisuješ tudi lepote Slovenije. In dejansko res pričaraš, tudi včasih se mogoče ne zavedamo, a ne, kako v kakšni lepi deželi živimo, ampak ti to nekako pričaraš, približaš, da pa rečemo, wow, pa to je taka lepa dežela. Je bil to mogoče tudi tvoj namen skriti zadaj? Ali? To je bil namen. Jaz imam res rada Slovenijo, pristno, zelo rada potujem, ampak se zavedam, kaj imam tu. In se vse bolj tudi zavedam, da sem tudi na nek način jaz odgovorna, da pogledam svet okrog sebe, pa vidim, kaj se mi da, koliko je lep, da smo tudi Slovenci čudovit narod. Ne? To je bilo v resnici še eno skrito sporočilo. Jaz sem hotela pokazati, da v vsej nepopolnosti smo mi čudoviti in tudi okolje okrog nas je čudovito lepo. Ja, res je, bi se strinjala. Zdaj, povej, nekaj imamo mi zdaj tole tale klepet ob kavici. Pa mi je bilo tudi zanimivo, ker Mija pa tudi glavna junakinja veliko kave spije. Ja. Kakšen je tvoj odnos, ali si tukaj hotela tudi vključiti majčken sebe, imaš ti tudi rada kavo, ali ne vem, kakšno sporočilo, kakšno ljubezen izraža ta kava v Jaz imam romanu? kavo rada. Kava je zame obred, verjetno sem je tudi precej navajena. Meni se zdi, da je kava mogoče še to, kar smo mi bili iz otroštva navajeni, povezovanje z ljudmi. Vzameš si čas, tako kot kadilci si vzamejo čas za kadilci, kavo pivci ali pa čaj pivci vzamemo čas za spiti kavo in poklepetati. Res je, tako da jaz upam, da ti je tale kavica zaenkrat prijeta Odlična. z mano. No, takole, odlično. Ana, zdaj mi povej, mogoče, zdaj Mija ima tudi en problem ali izziv, bi rekel, ne vem, osebnostni rasti, teorije. Ona v bistvu bi rada začela podjetniško pot, pač vsi pravijo, da zelo dobro kuha, peče piškote. In potem ona hoče pač, ne vem, v bistvu podjetje, ne bom povedala vsega, reč ne, da si ljudje večkrat preberejo, ampak ona gre na svojo nekako podjetniško pot. Zdaj, a se ti zdi v Sloveniji, da smo Slovenci tak narod, da znamo pač podpreti ljudi, tiste podjetniške ideje, tisto podjetniško usmerjenost? Kaj ti misliš? Pa ne vem, recimo družina. A nam stojijo ob strani pa prijatelji? Kaj ti misliš? Zdaj ne bi rada posploševala, ne? Pa še nekaj bi rada upozorila. Večji del knjige je bil napisan leta 2016. Začela se je pa 2012, ko je mogoče bila najbolj na udaru ta kriza, o kateri smo vsi govorili. Ne? Ena moja želja je bila tudi ta, da pokažem to, kar se je dogajalo, da so ljudje dejansko eni bili prisiljeni iti na podjetniško pot in začeti razmišljati o tem, eni so si pa želeli.
Tudi jaz sem se malo spogledovala s to idejo, zato sem jo vključila noter. In se mi zdi, da naša generacija se malo boji tega, še vedno, ker imamo od zadnji starše, dedje, babice, ki so živeli čisto v drugem sistemu. Veliko je bilo poudarka na varnosti, na redni službi. In tudi na izobrazbi. Ja, se strinjam. Zdaj se mi zdi, da veliko podjetnik, veliko prej se da te podjetniške želje, cilje zdaj mogoče uresničiti, ker prej, kot sem rekla, samo tista varna služba. In jaz sem leta in leta stalno poslušala, recimo tudi doma, najdirektno zaposlitev, ker mojim staršem samo to pomeni kot neka varnost, sigurnost. Ampak v bistvu, kot ugotovimo tudi v svojem romanu, ni neke varnosti. Kaj ti misliš? Navidezna varnost je. Meni se zdi, da smo mi res vmes med dvema svetovama. Tem starim, ki še verjamejo v to varnost, pa tem novim, ki živi čez drugo življenje. Mladi zdaj so veliko bolj nagnjeni k podjetništvu, po mojem mnenju. Se mi zdi, da se prej odločijo, da grejo v tujino, da odprejo kakšen posel, da probajo. Če ne drugi imamo cel kup Instagram zvest. Ja, tudi to. Ljudje se mogoče še vedno malo bojijo in so previdni. Ti želijo dobro, če greš na to pot, pa vsi malo čakajo, a bo, ali ne bo, a bo v redu. Starši se mi zdi, da se še vedno malo bojijo, kak bo, tako da moraš biti zelo močen na tej poti, če se odločaš, tisti, ki grejo. Rabiš podporo ljudi, definitivno. Sam moraš biti že dosti močen, da se odloči za nekaj takega in vedeti, zakaj si se odločil, ker se lahko zelo hitro zanese, če bo kdo rekel, da to pa ne bo, na ta način se pa ne boš dalje. Prav, da stojimo nekako za svojo odločitvijo, pa gremo naprej, ne? Zdaj, zanima me, Ana, ker ti tudi veliko delaš na osebnostni rasti, kako si rekla, si se srečala z zakonom privlačnosti, če se vrnem nazaj. Pa pišeš tudi v bistvu blog Hrana za dušo. Kaj je potem, kako je pa to nastal ta blog in v bistvu kaj je tisto glavno sporočilo? Ta blog je nastal že veliko pred nekje vmes. Mislim, da sem ga začela pisati leta 2015, spet zaradi sebe. Meni se zdi, da vedno vse gremo tako zaradi sebe. Moramo malo iz sebe izhajati, ker je bolj pristno, pa se mogoče tudi ljudje bolj začutijo. Na začetku je bil namen, da bi nekako navdihovali ljudi pa množice. Pa nekje sem se malo zavedla realnega stanja, da tudi jaz še ne znam vsega, pa ne razumem, pa šepam pri kakšnih stvarih in sem pol raje začela izražati svoje mnenje, občutke, povedala kakšno stvar čisto realno, mogoče ni vedno izpadla kot navdih, zaradi tega, ker ni bila lepša, ampak mogoče pa ravno zaradi tega nekdo videl, da ni pa zlagano. Ja, to se mi zdi tudi dodana vrednost. Sploh danes, ko imamo poplavo te neke popolnosti, da si v bistvu v svoji nepopolnosti popoln, bom rekla. To je zelo pomembno, se mi zdi. In da se ves čas srečujemo s tem, kak biti mi, hkrati ponosni na sebe, še vedno iti nekam naprej, nekaj narediti iz sebe, pa še vedno ostati to, kar smo. Točno to je res, kar zna biti izziv. A se ti mogoče to zdi najtežje pri osebnostni rasti, ali mogoče bi kaj drugega izpostavila? Pri osebnostni rasti, zdaj lahko jaz vsak govorim, se mi zdi, da največji izziv je, da se pripravljam zazreti v sebe, pa tam, ker jaz sem po naravi trmasta, čeprav ne zgleda kdaj, sprejeti to, slišati. Kdaj kakšna stvar. Slišati tudi, kar ti okolica kdaj govori, kdaj prisluhniti, ampak še vedno vedeti, kdo si pa kaj si. Mislim, da je pomembno, da sebe tudi malo od zunaj pogledaš, pa se pogovoriš sam s sabo. Ja, definitivno bi se strinjala s tem. Tako da v bistvu se sprejmemo take, kot smo, če sem te prav zastopila, ampak ne zdaj z glavo skozi zid, ko si rekla, da si mička in trmasta, znaš biti. Pa da zaupamo. Mislim, da velik del tega je, da zaupamo. Koliko enkrat ugotovimo, kdo smo, da zaupamo v življenje. Tako. Zdaj bi te vprašala mogoče zdaj moški, ki jih nekako srečam je. Odkot si nekako mogoče črpala to idejo? V bistvu se mi zdijo kar taki karakteri, ker v bistvu res so taki liki, so pristni in dejansko se človek lahko poistoveti z njimi. Dejansko jih najdemo tudi v realnem življenju.
Zdi se mi, da so noter, ena prijateljica je rekla, da deluje tako, kot da so 3 arhetipi moških. Ne? Ja. Dejansko sem noter vključila vse, s čimer se po mojem vsi srečamo, ali si moška ali ženska, ne z nekom, ki je za tebe, ki bi bil primeren partner, z nekom, ki... Pa se ponavadi ne porajkamo, ne? Ne, ni nujno. Okay. Pa je noter en moški, s katerim se ujameš, pa ne čutiš nič drugega, ne, pa veš, da bo samo prijatelj, pa spremeš ali pa ne spremeš, pa nekdo, s katerim veš, da mogoče ni pametno, pa kar rineš, ne, pa ga hočeš spremeniti v tistega pravega, pa je daleč od tega. V nekega mucka, ne, da bo pohleban. Okay. Tako da to so zelo taki zanimivi liki, ne? Tako da zdaj zaplet in tako dalje ne bova govorili, to si boste kaj mogli prebrati, ker je res zanimivo, ne? Tako da, veš kaj mi je zanimivo tudi? Mija je v bistvu glavna junakinja. Ona je v bistvu lepa, uspešna ženska, tako finančno neodvisna, pač ima svoj stanovanje, ni odvisna zdaj, ne vem, od staršev, od moškega, karkoli. Ampak v bistvu njen problem, oziroma krivda greh je, da je samska po 30. Ja. A ne? Kako se ti zdi tak pogled v bistvu zdaj? A veš, kar vsi povprek iščejo moža, ker je tudi pač primer v knjigi. Zdaj, zakaj tako družba v bistvu? Se ti zdi, da še zmeraj tako obsojamo nekako ženske, ker so samski po 30? Mislim, do neke mere, ja, po moje. Zdaj, najprej tako se mi zdi, da družba te neha obsojati takrat, ko ti spremeš, da je to v redu, ne? Takrat ti niti ne opaziš več, to je spet ta zakon privlačnosti. Bravo, sploh se po moje več ne obremenjuješ, zakaj je nekdo rekel to pa to, ne? Prej pa skozi boli, ne? Prej pa skozi opažaš te komentarje. Zdi se mi, da do neke mere ja, pa tudi, če smo čist realni, to je spet moj pogled na svet, družba je narejena za druženje, ne? Cela družba deluje v obliki celic in se mi zdi, da v resnici je samskim ljudem dosti težko, če niso vpeti v neke družbene strukture. Ker v današnjem času gre zelo veliko v virtualni svet, veliko je Facebookov, Instagramov, tudi te spletne aplikacije za spoznavanje ljudi in je manj druženja v realnem svetu. Ja, to je res. Se mi zdi, da smo res kar malo odvisni že nekako. Na nek način nadomešča družbo, ki je ni. In tle se mi zdi, da včasih pozabljamo, ne, da je druženje v realnem svetu bolj pomembno. Tako da tle se mi zdi, da samski morajo se zavedati tega, da se morajo vključevati v družbo in nekako povezovati. Drugače pa ja, biti samska ženska po 30. Ali si zanimiva, ne, ali si pa posebna. Ja, ne, meni je zanimivo, glih zadnjo sem brala en članek, je bil zanimiv, prav, ne vem, tudi je bilo govora o 30-letnicah, ki so samske, prav, da je zdaj maličkam spet drugač, ker 2 knjigi sem brala. Eno sem brala, je bila Ljubezen, greh in kazen, glih v zvezi z diplomsko nalogo od Dušana Kosa. In tam je pisalo dobesedno, ne vem, še nedavno, ne vem, stoletje, 2 nazaj, so recimo za žensko rekli, ki je samska, ja, rajš te poroč, drugač boš gorela v peklu. Dejansko to je bilo tako hudo, a ne, družba jih je nekako stigmatizirala. Zdaj pa prav tako, tisti članek, ki sem ga prebrala, pa prav, ja, 20% ljudi te bo mogoče obstojila, drugi bi rekla, pa vse je v redu. Ker konec koncev, zdaj ne rabimo moškega, da bi nas držal po konca, ker včasih so ženske tudi veliko prenašale. In so imele meni recimo bolj slab zakon, kakor pa da si samski, ker je meni groza. Meni je pa recimo pohvalno, da je ženska samska. Rajš samska, a ne, pa stabilna, pa čvrsta, pa da odločna, pa ona je svoj gospodar, kakor pa da zdaj je z nekom, lihto da reče, da je z nekom. A ni to pač malo skrešeno? Ja, čisto se strinjam s tabo. Zdi se mi, da se je mi smo v enem tako zanimivem obdobju v preteklosti, je bilo res to, ne, da so bili pari dostikrat skupaj zaradi finančnih razlogov, zaradi tega, ker ženska ni bila popolnoma samostojna. Zdaj smo popolnoma samostojne, ampak zdaj pa na nek način ponovno formiramo vloge, kaj je moški, kaj je ženska v odnosu. Ne. Ja, ste malo zgubljajo, ne? Se zgublja, ženska pa moška. Ja, pa se na novo oblikuje. Zdaj se mi zdi, da dostikrat pri samskih se moramo vsi vprašati, nekaj jaz trenutno sem, ali si samski zato, ker ti paše, ali si samski zaradi tega, ker
ne veš, kako bi se nazaj v odnos vključil, ne? Ali pa po možnosti celo ne upaš spet v nekem odnosu iskati sam sebe pa ugotavljati, kje je tvoja. Mogoče malo strahu tudi zadnje, ne? Ni vedno, mislim, lahko je strah pa bežanje, lahko je pa zadovoljno sam skozi, ne? Tle se mi zdi, da je treba tudi vsak sebe vprašati, kje je, ne? A ne? Ja. To se mi zdi zelo pomemben pogovor sam s sabo, ja. Ne? Ali zdaj iščeš nekoga zato, ker ti družba to vsiljuje, ali koncu, ali se ti bojiš, imaš ti neke prepreke? Pa kaj si v resnici želiš? Se mi pa zdi pa, da je pomembno, da nismo v vezi z ljudmi samo zato, da smo. Pa ko se odločimo za nekoga, da takrat ne bežimo, ko postane malo pretežko, če že vemo, da je ta oseba za nas. Ne? Bravo. To je zelo pomembno povedati. Da ne bomo preko motrate. Ker tudi vidim, tudi si lepo opisala, tudi Mija, glavno junakinja, ko ima sestro, ima že otroke in sta pač neke preizkušnje čakajo, pač to Saro in moža. In se mi zdi, da si kar nekako potem spet v neko pozitivno noto razrešila, da pač mečkan se potrpi, če so kakšni izzivi. Ja, če veš, da je... Koliko časa trpeti, koliko časa kaj vidiš tam. Mislim, po moje potrpeti. Zdaj, dokler se odnos razvija v nekaj, po moje v redu. Ne? Če vidiš, da se oba dva delata na odnosu. Zdaj pa, da ne bo v nekem letem partnerstvu nekoli prišlo do konflikta, pa po moje iluzija. Ja, jaz tudi povem lahko to tudi iz izkušenj, pa sem v dolgoletnem partnerstvu, pa zelo se imajo fajn, hvala Bogu, ampak zmeraj imaš pač ups and downs, pa tudi si so kakšni izzivi, pa je treba mečkan najti nek skupni jezik. Zdaj, kaj pa misliš, tako, ko pravijo, ne vem, po 30, ampak sem malo starejši, meni se ne da prilagajati, jaz se ne bom meni prilagajal. Zdaj, koliko si pa ti, recimo, si za to, da se prilagajamo en drugmu, do kakšne mere? Sem za prilagajanje, ki po mojem to ni toliko prilagajanje. Zdaj, ko prideš mlad v vezo, si do neke mere izdelana osebnost, ampak se pol oblikuješ skozi vezo, tako. Ko prideš malo starejši v vezo, veš, kaj bi rad, ne? Bolj veš, ampak le spet tisto, ne pa preveč analizirati, pa ne se pa preveč ustavljati, da ne boš se zabremzal popolnoma, ne? Prilagajaš se, ampak spet v okviru tistega, ko veš, da je odnos za tebe, ko se špomene tiste osnovne stvari, ko imaš res rad človeka, to pa več zame ni prilagajanje, ker veš, zakaj to delaš. Ja, to si zelo lepo povedala, bi se strinjala s tabo. Ok, zdaj jaz bi se mogoče vrnila še na to, zdaj, ker mi pač po ena soseda srečuje in ona, ker gre na poroko, to lahko upam, da povem. Če ne smem povedati, mi ti kar ostal, ne bom povedala. In ona gre na poroko in je tam ostal soseda, kam pa greš, nekaj v tem smislu, grem na poroko, a na svojo. In kaj ti misliš o teh ljudeh, ker se tako vtikajo, ne vem, v stvari, ker se jih v bistvu pravzaprav sploh ne tičejo? Zakaj imamo ljudje tako potrebo, da se nekako vtikamo, ne vem, ta je samski, ta je tak, ta je, ne vem, ta je poročen, pa tisti ovara, pa to, mislim, zakaj imamo tako potrebo, da se moramo z drugimi? Ker se je lažje z drugimi ukvarjati. Po eni strani se je lažje z drugimi ukvarjati, po drugi strani je bila to v starih časih enodomesta televizijo pa Facebook, sedaj se tudi v resnici. V bistvu res samo je prikrito, skozi skronamo, pa v bistvu, to pa dobro ugotovito. Smo kar malo obsedeni, kaj drugi delajo. V resnici kolikrat pregledaš, naprimer, družbene medije ali pa kaj drugega, pa vidiš. Zdaj, a pokomentiraš, to je drugo. Kaj si misliš, kaj to sproži v tebi, spet tretje. Manj je zdaj tega v realnosti, kot je kakšna soseda, ki ustavi, ampak to je v človeški naravi. Zdaj, zakaj to delamo? Primerjamo se. V resnici se primerjamo. Zdaj, če se primerjaš za to, da boš pol naredil, kaj sebe v redu, ampak... To je pomembno povedati. Res je. Ker recimo lahko ti je neka oseba, ne vem, ti bi hotel biti, recimo, tak pa tak. In zdaj imaš ti eno možnost, verjetno, da pluvaš po tej osebi, a pa rečeš, wow, pa to je navdih, jaz bi bil tako, pa da ga posnemaš, da vidiš, kaj ta oseba dela, da bi lahko jaz kaj tudi naredil. To je pa tudi to res, da kadar si navajen nekega okolja, pa neke cone obdobja, je to, da nekdo začne štrlet ven, tebi nevarno, pa zoprno, ker ti vzbuja zoprno občutke. Takrat jih pa malo nazaj
Aha, jih imaš. Lahko potlačiš, ne? Če nimaš tega, da si prepucal, zakaj ljudje rastejo pa se spreminjajo, ali pa so drugačni kot ti, vse ne rabimo biti si isti. Tako, ko pa bi ti rekla zase, kako, recimo, a si zdaj drugačna, kolikor pa ne vem, 5 ali 10 let? Kakšna je bila naprej, kakšna je danes? Eni pravijo, naprimer, jaz imam zelo rada dobro bilo mojo, da smo dejansko taki, kot smo bili kot otroci, ne? Da, ko smo bili kot otroci čisti, da v resnici to isto jedro nosimo naprej, potem se pa marsikaj naleti na nas skozi življenje. Ja, to misliš prepričanja ali kako? Ja? Jaz mogoče v enem obdobju sem ratala zelo taka plaha, zaprta, pa samo v sebi sem vedela, da to nisem. In se mi zdi, da sem prišla ven, da sem rabila ta čas, da sem samo se razprejela v veliki meri, ne? Pa da sem si upala nastopati, pa biti se to, kar bi rada bila. Ja, Ana se je zelo spremenila, sem se. Bravo, Ana. Ampak na dober način. Ja, sigurno. Ker zdaj si recimo taka odprta oseba, pa to, in kdo bi rekel, da si bila včasih taka plašna, pa bolj zaprta. Verjetno bi ti bilo prej zelo nerodno mogoče govoriti zdaj tukaj pa pred kameram, pa gledalci naj gledajo. Moje take stvari, ja. Ja? Ali si recimo tudi želela po eni strani to? Sem si, jaz sem moje vedno čutila vse to, da si želim deliti z ljudmi, mislim, ne deliti sebe z ljudmi, sebe že kot osebo, da sem pristna pa to, kar sem, ampak mene so vedno malo privlačile kamere, igralka sem hotela biti včasih. Aha, zanimivo, to imamo skupno, jaz sem tisko. A kaj bomo še vse ugotovila, ne? Ok, kaj pa mogoče, kakšne so pa tvoje želje za isto knjigo? A bi še napisala kakšno knjigo, ali ne vem, mogoče igralka bi zaigrala v kakšnem filmu, recimo v svojem scenariju, ali če bo film iz tega. Kakšne so želje? Želje najprej s to knjigo so, da jo čim več ljudi prebere, zaradi tega, ker je bila napisana iz srca. Se čuti. Hvala. Ja. In si res želim, da ljudje jo začutijo, da tistemu, ki mu mora kaj dati, mu da, ne tistemu, ki jo mora samo na plaži prebrati, zato da bo preživel lep dopust na morju, tudi v redu. Knjiga bo še imela nadaljevanje na podoben način. Si želim, da bo še vedno malo kombinacija osebnostne rasti pa življenjske zgodbe ali pa romana. Ja, bi pa izjemno rada imela film. Zdi se mi, da bi bilo film posnet čudovito. Prvič zaradi tega, ker se mi zdi, da Slovenci rabimo en tak navdihujoč film, pristan, navdihujoč lep film. Pa da imamo res tisti pravi ljubezenski film, da nista samo Janez in Meta iz Cvetja v jeseni, ampak da imamo nek res, pa tudi sodobanje bolj, pa neke res taki izzivi. Ko v bistvu vsakega se tiče, sigurno vsak se lahko najde, vsaj v enem liku. Ja, in zadnje čase zelo veliko moških bere tole knjigo. To me je tudi zelo presenetilo. In ali mi njihove žene, partnerke povejo, da so začeli brati, ali mi celo sami pišejo, da se najdejo noter, kar mi je zelo zanimivo. To je pa zelo zanimivo, ja, ker najprej bi rekel sigurno, da je bolj ženski, za žensko publiko, čeprav lepo, zelo zanimivo, zelo pohvalno tudi, da tudi moški, da delajo na sebi, da berejo take knjige. To je v bistvu sigurno velik kompliment tudi zate, kakor pisatelj. Meni je zelo velik kompliment, zato ker je en prijatelj, ko je prebral to knjigo, rekel, da mu je všeč, ker je noter ženska duša zelo razgaljena. Jaz sem pač pisala kot ženska, ne tudi glavno junakinjo. Se nekdo me vpraša, če bi lahko moškega pisala, zaenkrat moje ne. Tako močno skozi moške oči, ne vem, če bi se lahko uživela. Je lažje, pač neka ženska, da ima to žensko neko junakinje. Ker meni je recimo fascinantno, recimo, da pa recimo v 19. stoletju so naši pisatelji slovenski kar veliko pisali, recimo ženska, ker da so oni ženska, in to mi je bilo v bistvu kar zanimivo. Jaz ne bi mogla isto kot ti, da mislim, da nekaj kasneje. Ker zdaj pripravljam dodatne zgodbice za to knjigo, za tiste, ki so že prebrali strani glavnih likov, in bo glavni junak ima na primer že napisano zgodbo. A res? Ja, tam sem se kar potrudila, da sem šla v to moško energijo. Pa bom videla, kako bo. Super. Kaj pa igralstvo, si šla kakšen potem, kaj pa s temi željami, a bi tudi zaigrala, ali si šla na kakšen tečaj, ali kako? Sem. Ja? Že kot majhna sem si želela biti igralka, ampak vse ta moja plašna pa globoko v sebi samozavestna narava sta se malo borili ena z drugo.
To željo sem si spomnila pol eno poletje, ko sem šla na tak poletni tečaj igralski in tam ugotovila, da je delo s čustvi na tem nekem pravem igralskem tečaju ali pa da je pisanje take knjige v resnici zelo podobno. Vedno moraš, če hočeš, da ljudje začutijo iti v svoje občutke, karkoli delaš, ali plešeš, ali pišeš, ali igraš. Ne, ljudje bojo začutili pristnost, ko bo šlo iz tebe. Ja, res je, ker se mi zdi, če nekaj fejkaš, ali pa jaz tudi vidim, da smo tudi, banalno objava za Facebook. Ja. In če vidim, če tisti nekaj grem ok, danes moram narediti objavo, sploh ni, ne vem, nekako ljudje ne začutijo. Včasih pa tisti, ki res imam nek navdih in tisti, kar more nekaj ven iz mene, se mi pa zdi, da tudi ljudje začutijo. A se ti zdi, ali ne vem, ali imaš ti tudi kakšno podobno? Zelo, nekaj nasilo se ful čuti in je prav zanimivo, ne? Ko pa pred socialnim mrežjem, veš, kdo bi rekel? Da gre energija. Ja, točno to. No in tleme, naprimer, na tem igralskem tečaju je to presenetilo, da na kakšen način so nas učili igrati, ne? Meni je bilo zanimivo, ker so prej spet zakon privlačnosti omenili, da je čisto enako kot vizualizacija. Če ti hočeš prava pristna čustva vse vzbuditi, si moraš vse predstavljati do pikice. In tudi, če ti nisi nikoli doživel prizora, ki si ga igral, ki boš igral, moraš najti podobna čustva, ki si jih izkusil v svojem življenju, jih povleči ven in nekako buditi, zato da jih lahko v zgodbi predstaviš. Ok, zelo zanimivo v bistvu. A tebi je uspelo, recimo, ne vem, jokati ali... Ja, nisem mogla verjeti. Dejansko lahko jokaš, ko si predstavljaš, kot da se ti film v glavi odvrti, se čustva vzbudijo avtomatično v tebi, pa veš, da niso tvoja, pa so tvoja. Ok, to je zelo zanimivo. Ne vem, ne moram... Verjetno si že gledala kakšno vizualizacijo. Kdaj začutiš veselje? Ja, to je isto. Je isto. Ok, mogoče se pa bojim teh občutkov, veš, jok, pa tako, ne vem, moč kar globok vase iti. No, takrat sem se jaz tega tudi malo strašila na tem tečaju, ker si nisem predstavljala, da lahko globoko začutiš, ne. Tudi, ko sem tle pisala to junakinjo, eno obdobje mi je pasalo pisati, pa mi je bila pa težka in pol, ko sem za nazaj kaj popravila, je bilo dosti naporno se spet v njo uživljati. Kdaj, ne, v tistem delu. Ja, ker v bistvu dejansko ti moraš iti, pa kar malo razmišljati že kot tvoja junakinja, pa kar malo doživljati. Ja, si lahko predstavljam. Jaz sem tudi poskušala en roman napisati, ampak pol nisem dokončala. Ja, ampak, a veš, takrat si tako, dejansko ti živiš s to junakinjo, kot da je en del tebe. A si ti tudi tako počutila? Vse verjetno en košček mene je tako, da je prav živela z mano, ne, so bili pa vsi liki, se mi je zdelo tako, da bi bili resnični, se to zdaj čudno se sliši. Ampak tudi, ko sem govorila o njih, jaz sem jih čutila tako kot like, kakšni so približno, ne. Ja, jaz se lahko predstavljam, mogoče nekdo, ki nima te umetniške žilce, naj bo težko razumel. Ja, a veš, predsodki gola, ne, ok. Lej, mogoče, zdaj bomo počasi mogle končati, oziroma malo še publiko, vprašati, če ima kdo kakšno vprašanje, ampak jaz bi te sam še prej bi te vprašala, v bistvu, a ti, ker je tak fajn roman, pa se tak izteče v neka srečna naključja, a ti verjameš v naključja? Zelo. Ja? Se ti je tudi kaj tako zbudil, povezal? Ja, jaz verjamem, vse bolj verjamem, da se stvari res ne dogajajo kar tak. Veliko stvari, koliko za nazaj pogledaš, je bilo prav naštimanih. Meni tudi pri tej knjigi je zanimivo, da veliko ljudi, ki sem jih jaz že prej poznala v življenju, ampak tako, mogoče enkrat videla, so se pojavili spet, ko je ta knjiga šla ven. Da so mi prav pomagali, prav hecno, kot da so prišle ene vile, pa malo pomagale. To je pa lepo slišati. Ja, se mi zdi, da kar včasih v pravem trenutku, da srečamo mogoče tudi, ne vem, prave ljudi. Pa da se mogoče, a verjameš, da se vse zgodi z razlogom? Ja, verjamem. Prej, ko si me vprašala, za zakon privlačnosti, ena taka zgodbica je s to knjigo. Eno je, da imaš vizijo, da verjameš, da v glavi manifestiraš, da si predstavljaš, pa imaš občutke, pri knjigi jo moraš pač napisati, ne. Tega dela zakon privlačnosti ne bo naredil sam. Čudno, ne? Res, v bistvu se pač brez muja se še čevelj ne obuje, ne. Se pravi, treba nekaj vsem narediti. Ja, je bilo pa zanimivo, ko sem jo prvič videla, sem pa kljub temu začutila tak hecen občutek, da je pa obstajala že odprej. Zdaj malo budu, ja.
Ja, res, bi rekla. Ne, ampak zanimivo, ne? Zanimivo bi rekla. Tako, evo, dragi gledalci, če ste mogoče še z nama, ali mogoče odprej, če je mogoče še kakšno vprašanje za Ano, da odgovori. Tomaž je moj danes pomočnik, lahko pa pogleda Ana na telefon, evo. Ana bo pogledala zdajle. Če vam je všeč ta video, lahko komentirate, lahko všečkate, lahko delite, da si lahko še drugi pač pogledajo. Zdaj, če ni nič vprašanj, pa lahko naknadno zastavite, pa boš mogoče kasneje, ne, odgovorila, a bo v redu. Tako da, evo, mogoče sam še za na koncu, Ana, kaj še to, da sem ljubezenski roman napisala, kaj je tiskate? Tudi take, ja. Tudi takšno, kakšno preberem, mora biti sicer dobro napisano. Zelo rada tuje knjige berem, ker sem pač prevajalka pa že zaradi jezikov. Zelo rada imam knjige o osebnostni rasti. Jaz čudno, a ne, ko mi vključila to tudi noter v roman, ja. Tako, ko sem prej rekla, znanstveno fantastiko, sem to reč gledam, ko berem. Kakšne filmi tudi navdušujejo, kaj ta rada gledaš? Jaz imam zelo rada inspirativne filme, tako ko nisem itak nekoga, ki je se odločil nekaj narediti, dosegel, spremenil pri sebi, take filme rada. Jaz imam tudi to zelo rada, da te malo tako motivira, koncev, a ne, da če je doživel nek padec, pa če je lahko on, da v bistvu vidimo, da lahko tudi mi. A imaš ti, evo, mogoče sam še čisto, ker si jaz bi rekla, da si uspešna ženska na svojem področju, pisateljstva si prevajalka, imaš kakšno jutranjo rutino, pa mogoče kakšen še nasvet za uspeh, za, ne vem, sanje, kako uresničiti za naše gledalce. Imam, trudim se, da je čim bolj pogosta, dejansko se probam res zahvaliti za stvari, ki jih imam, pa probam si predstavljati, kakšen dan je, če imam čas, pišem zjutraj, ali dnevnik hvaležnosti, ne zelo redno, ampak to delam, zaradi tega, ker vidim, da se čist drugačen dan začne pa skreirati. No, zanimivo. Evo, tole upoštevajte. Tako da, evo, Ana, če sem te prav zastopila, najlepša hvala, ki si bila moja gostja, seveda. Boš pa podarila tudi en roman, bova objavila nagradno igro, bova na Instagramu napisali in potem na YouTube si bojo lahko pod video posnetkom pokomentirali, pa nekdo dobi tale čudovit roman. Tako, najlepša hvala, Ana, da si prišla, kot sem že povedala. Hvala tudi Tomažu za tale čudovit prostor, za snemanje. Vam, dragi gledalci, kot sem rekla, če vam je bilo všeč, komentirajte, všečkajte, delite, pa se vidimo potem naslednjič. Drug teden pa sporočim, kdo je moja naslednja gostja. Čau, čau. Čau.